Umetna inteligenca je premagala človeka že recimo v kvizu, v šahu, zdaj tudi v goju. Kdaj bo pa premagala umetna inteligenca na slovenskem kvizu človeka? To pa, ko bomo na Štefanu razvili sistem, ki zna dobro prepoznati govor. Edini slovenščina je še problem. Pa kakšni drugi jeziki, je pa ziher angleščina najboljša. Ko pogoogla karkoli hoče, ne? Tako da že tam zmaga. In tudi v hitrosti. Če bi hotel. Če pa ne bi pa malo počakal. Ne, dela se tako, da malo počaka, zato da zgleda bolj človeški. Ja, Prosim. Recimo tudi chatboti se jih tako dela, da se zmotijo, pa da kaj odgovori ne vem ali pa nisem razumel, zato da bolj človeški izgleda. Zelo, zelo zanimivo. Zdravo, banda, v vašo inteligenco sploh ne dvomimo, bomo pa danes izmerili inteligenčni količnik naših naprav. Najprej z Lukom Stoparjem. Zdravo. Živijo. Kdo je zdaj pametnejši? Naše naprave ali mi ljudje? Ljudje. Ker ljudje znamo na splošno nekako razmišljati pa oceniti stvari, naprave pa v bistvu znajo samo take zelo ozke stvari dobro narediti, ampak nič več. Kje se pa recimo umetna inteligenca vidi na naših telefonih? Ja, zmeri več, ne. Zna prepoznati obraz v slikah, ali pa zna se recimo tudi odkleniti z obrazom. Eto, odprto, direkt na moj obraz. Kaj še zna? Ja, ima pametnega asistenta, ki nam zna recimo naročiti letalsko karto, ali pa zaigrati muziko, ali pa pisati tekst, ki mu ga govorimo. A zdaj, če bi mi se odločili, da sva ful žejna, ne, od tega pogovora, bi nama tudi našel verjetno nek lokal. Ja, upam, da bi, ja. Can you find me a bar, please? Here are the listings for bar within 650 meters. Zakaj vemo, da je to neka umetna inteligenca? Prvo sploh prepozna, kaj hočeš od njega, pol da se zna odločiti, kaj bo on naredil. In pol, ko se enkrat to odloči, da tudi dejansko naredi in ti prikaže oziroma naredi to, kar hočeš. Koliko bi mu dal inteligenčni Proti količnik? človeku. Ja, proti človeku. Recimo na 100. Tam 20 mogoče. Ok, malo bi še rabil Niso še napredovati. tako zelo pametni, znajo kakšne stvari dobro narediti, ampak nasplošno pa jim še malo manjka. Pa s to pametno tehnologijo oziroma z umetno inteligenco, ko so naše naprave vse pametnejše, a postajamo ljudje bolj neumni ali moramo biti tudi vse pametnejši, da jih lahko dohajamo? Mislim, da moramo biti pametnejši, da jih dohajamo. Tukaj, da bi mi ratvali neumni, se po moje ni za bati. Pač takih bolj preprostih stvari zmeri manj delamo, ampak imamo pa za to čas, da bolj komplicirane delamo. Da lahko upravljamo vsemi temi napravami, ne, ki jih imamo na naših telefonih ali pa kjerkoli drugje in moramo dajati neke podatke. Kaj se pa pol s temi podatki dogaja, ko jih mi izročimo napravi v upanju, da nam pomaga in v želji, da nam pomaga? Ja, shranijo se nekam, pa tam ostanejo. Za vse večne čase? Za vse večne čase. Ja, kaj pa pol? Večinoma se pozabi na njih. Ne vem, mogoče se kdaj lahko uporabijo, da nam kaj pomagajo. Mogoče kdaj, bog ne daj, da se zlorabijo tudi, ne. Tako da ja, se lahko dogaja, da pridejo pol te podatki v narobne roke, pa se lahko kaj slabega zgodi. Ker Kitajska pa zelo veliko tudi dela na umetni inteligenci, prepoznavanje obrazov, povezovanje baz podatkov, ne, za nadzorovanje dejansko svojih prebivalcev. Ja, Kitajska ima tudi en tak sistem, ki točkujejo svoje prebivalce in če se zelo držiš pravil, imaš zelo veliko točk in pol kakšne stvari lažje dobiš ali pa ceneje dobiš. Če imaš pa zelo malo točk, pol pa ne vem, greš v zapor tudi, po moje. Ja, ni dobro. Ni dobro, v glavnem. Fajn je imeti čim več točk. Ja. Vse posod. Kako bi pa sploh razložil, kaj je to umetna inteligenca? Je pa nek tak način programiranja, kjer računalnik tako sprogramiramo, da se zna prilagoditi okolici. Če mu nekaj rečeš en dan, ko imaš v redu normalen glas, te bo prepoznal, pa drug dan, ko si bolan pa hripal, te bo tudi prepoznal. Kaj pa je bilo treba vložiti v to? Veliko. Okej. Veliko truda, veliko denarja, veliko časa. Prvi te poskusi so se začeli v avtih že v 90-ih, pa ni dobro delali. Pol pa zdaj 20 let kasneje pa že kar dobro dela nekako. Ima še zmeraj malo težav, ampak načeloma so že kar dobre stvari zdaj. Kje vse pa lahko prepoznamo, pa ne samo v telefonu, ampak na splošno, kje vse lahko prepoznamo ali pa vidimo, da deluje umetna inteligenca? Če se malo obrnemo okoli sebe po svetu. Zdaj se veliko uvaja v tovarnah, veliko imajo teli tehnološki velikani, a ne, se pravi, recimo Google veliko uporablja, recimo, ko slikaš ti kar albume, pol sam sestavlja. Tudi e-maile, ko dobivaš, on v bistvu bere tvoje e-maile in ti kar sam že daje stvari v koledar. Kaj pa to, ko se ti oglasi pojavljajo, glede na to, kaj si ti se v mailih pogovarjal? To je tudi, ja, tega je še več. Pol zdaj se počasi začenja tudi, recimo, mestna infrastruktura prilagajati ljudem, a ne, tako da se semaforji odpirajo tam, ko je gužva, zato da
da se promet spuca. Veliko je, pa zmeri več se pojavlja. A pa so že kakšne odločitve, ki jih mogoče sprejema na mesto ljudi umetna inteligenca? Ja, veliko se govori o tem, da trguje na borzah umetna inteligenca, kar v bistvu lahko tudi vpliva na cene raznih delnic pa raznih podjetij. Večinoma se pa tako dela, da umetna inteligenca v bistvu predlaga človeku, kaj se splača narediti, pol pa človek to pretehta, pa človek na koncu naredi odločitev. Tako da smo še vedno mi selektorji. Ja, še zmeraj mi odločamo. Zdaj se v povezavi z umetno inteligenco veliko govori o nevronskih mrežah. Ja. Kaj je to? To je pa v bistvu nek tak algoritem, ki se zna učiti vzorce samo od sebe. Se pravi, če mu ti pokažeš veliko slik od ljudi, se bo on naučil prepoznati človeka v sliki. A to pa pomeni, da se skozi neke primere naprava ali pa nek program uči ali kako? Ja. To je velik del umetne inteligence, je glih to, da računalniku kažemo milijone primerov nečesa in se on pol počasno nauči, kako ta zadeva izgleda. In kako je to zdaj drugače za samo napravo ali pa za sam program od tega, ki ga sprogramiramo za nekaj? Zakaj je to boljše kot drugače? Ko ga sprogramiramo, se mora programer spomniti vseh primerov. Se pravi, če bi hotel programer opisati človeka v sliki, bi mogel nekako opisati, kako izgleda njegova glava, pa kako izgledajo njegovi lasje, pa pol ne vem, kako izgleda od nekega drugega človeka glava. Ker imamo eni okrogle, drugi kvadratne, recimo. Nekako mora tako opisati, da bo in okrogla in kvadratna glava noter. In na koncu to lahko rata zelo kompleksno. Zdaj računalnik pa, ko vidi toliko pa toliko primerov, se lahko pa sam nauči, kako to izgleda in se izkaže, da to v povprečju pol kar dobro deluje. Tako da tudi mi z okroglimi, kvadratnimi in trikotnimi glavami smo lahko prepoznani s strani neke naprave. Brez da programer eno leto dela na temu. Tipka programe. Če se je stroj sposoben učenja, z opazovanjem primerov, a se pa stroj lahko nauči tudi neumnosti? Tudi, ja. A že imamo kak primer tega? Taka ena stvar, ki se mogoče spomnim, pa mogoče ni toliko neumnost spet, ampak tak en večji članek, ki je bil, ali pa tak večji preboj, ki je bil par let nazaj, je bilo, ko se je slučajno računalnik naučil prepoznavati mačke v slikah. Pa noben ni vedel čisto točno zakaj, ampak tam, ko so malo gledali, kaj se dogaja, so ugotovili, da reagira na mačke. To je skoraj tako kot ljudje? Skoraj tako kot ljudje. Kdaj so pa stroji sploh dobili pamet? Ja, jaz mislim, da je še niso, zares. Znajo take majhne stvari narediti, ne more pa stroj razmisliti o eni stvari, pa se nekako tako informirano odločiti. Kdo pa je bil začetnik umetne inteligence? Pravijo, da je bil Alan Turing v, 40 letih prejšnjega stoletja. On je tudi ki je v bistvu nemško mašino za komuniciranje shekel, in je pol nemško komunikacijo. Ja, ker so imeli zakodiran sistem in on ga je odkodiral. Ja. Po njem si lahko pogledate tudi film Igra imitacije. A je kakšna taka stvar v polju umetne inteligence, kjer mogoče zdaj še sploh ne uporabljamo, pa misliš, da si mogoče čez 5 let pa ne bomo znali predstavljati življenja brez te pomoči? Mislim, da si mi predvsem ne bomo znali predstavljati življenja brez iskalnikov čez 5 let. Si ga že zdaj skoraj ne, pa zmeri bolj bomo odvisni od njega in to je po moje taka največja stvar. Kar se pa zdaj še ne bi uporabljali, recimo samovozeči avti so zdaj ena taka velika stvar, ko ne vem, ali bojo čez 5 let ali ne bojo, ampak pol enkrat, ko bojo prišli, si po moje več ne bomo znali predstavljati, kako je izgledalo, ko so ljudje sami vozili avte. Kaj pa diagnostika? Diagnostika se pa tudi že uporablja kar nekaj časa, ampak tukaj pa mislim, da bo zmeri človek na koncu, ko bo ta zadnjo besedo imel. A pa misliš, da je sploh kje v umetni inteligenci nek tak profil, kjer človek ne bo imel zadnje besede nikoli? Po moje so že zdaj take stvari, ki kar naslepo zaupamo. Se konec koncev, ko grem nekam, tudi rečem Google Mapsom, peljte me in me pelje in grem in si prej niti ne pogledam, kam grem, niti kako. Pridem tja, pa upam, da je prav. Ampak bojo pa to take lažje stvari, pa take majhne stvari, ko niti ne bomo opazili, bo pa vse računalnik namesto nas naredil. A te že kdaj izgubil navigator telefonski? Ja, seveda. Pa v enosmerne ulice pelju pa tako. Ampak vseeno je to toliko malkrat, da je še zmeri hitreje, ko da odprem zemljevid pa pogledam, kam je treba iti. Ampak bodimo toliko pozorni, da imamo vedno mi zadnjo besedo.